Nocoj bom z vami Mihajl Belis in naslov tega večera v tem prvem delu je Alkotestna farsa in državni rob z blagoslovom. Kako je torej mogoče, da se na podlagi nezanesljivega indikatorja sploh človek lahko kaznuje? A je med nami kdo, ki še ni pihal v ta indikator? Verjetno ga ni. Veste, zdaj pa nekaj, ne? Jaz vam bom takole povedal, naredil sem eno objavo na Facebooku, ker se mi je zdelo aktualno iz dveh razlogov. Prvič so počitnice in dopusti, ko se človek malo sprosti, in potem policija dela kaj? Te kontrole, ne? Alkoholiziranosti pod pretvezo, ne vem kakšno. In jaz sem to pač objavil, da če pride do tega, in sem dal pravno utemeljitev, kako se pravno zadevi streže, ker je povsem nezakonito. Od trenutka, ko te ustavi policist, je policist v kazenskem postopku. Razen, če ima sodno odredbo zate. Sodno odredbo, podpisano s plavim črnilom, z izbranim sodnikom in s pravno utemeljitvijo, da si kriminalec, da si preganjan in da te policija lovi. In da ima policija pravico tebe opazovati, gledati, ustaviti in s tabo procesirati. V nasprotnem primeru, pod pretvezo alkoholiziranosti oziroma kontrole, v tej obliki absolutno nikogar ne sme ustaviti policija, ker je to omejitev gibanja, poskus omejitve, 3 leta zapora za uradno osebo, ki samo poskusi nekoga ustaviti, ne pa da ga ustavi in zahteva od njega test. Dobro, jaz to objavim in na kar seveda sem sprovociral enega našega člana. Sem ga sprovociral tako močno, da je fant šel iskat menda, ne vem, to se pravi, če je to bilo 13, 16, 12 let, v neke arhive in je našel, kar je našel, bo povedal sam, in me je poklical in mi to povedal in jaz nisem mogel verjeti, ne. To se pravi akcija, reakcija, in danes med nami pozdravljam Boruta. Borut, dober večer. Povej mi tvojo reakcijo, ko si bral ta prispevek, ta članek na družbenem omrežju Facebook. Kaj se ti je pravzaprav dogajalo in kako si ti to doživljal in ko si me poklical in kaj si pravzaprav iz tega svojega arhiva potegnil? Dober večer, sem skupaj. Zadeva je sledeča. Jaz sem tole bral, sem podoživljal film iz leta oziroma zgodbo svojo, ne, resnično, od leta 13 do 16, ne, to je kar precej let nazaj, ne. Bom čisto na kratko povedal, zakaj se je šlo, da te zastopali, ne bom kar nekaj sred začel. Stvar je bila taka, jaz sem bil uslužbenec mestne občine Kranj, tam sem opravljal vzdrževalna dela, pa tudi ostale zadeve, ne. V letu 2010 do leta 2014 je župoval Mohor Bogataj, ta je bil župan Kranja. On je nastavil direktorja občinske uprave Mitja Heraka, ki ga je potegnil v februarju 2011. leta, ga je potegnil k sebi iz policijske postaje Kranj. Mitja Herak je bil tam komandir PP Kranj, po je 1. julija 2010 je prišlo do enih sprememb, je tam nekaj napredoval. Se mislim, se to vse drugačno odpiše v časopisih pa teh zgodovinskih stvareh. Na kar sem jaz v letu 13 z njemu doživel, da me je v pisarno poklical k sebi in mi rekel, zakaj ne podpisujem zadev. Glejte, gospod Herak, tega stvari jaz ne bom podpisoval, ker so kazniva dejanja v ozadju, in so korupcije, ne, in so mi hoteli podtakniti, da jaz te stvari podpišem, oni bi si pa fajn masne denarje razstalali, tako kot so si jih, ne. In na kar on mene vpraša, ne boš podpisal, 3-krat mi je rekel ne, pa sem vstal, sem pomislil udaril, sem rekel ne bom, sem rekel lej, pa je pa rekel prav, se bomo pa drugače pogovarjali, ne. In potem
čez par dni meni pride na dom odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov, ki jih pa tudi na sodišču niso mogli dokazati, je to padlo vse skupaj in to je bila procedura, ki so že midva z Mihaelom že imela to zadevo. No, od leta 13 do 2016 leta se je pa zame delala mora, zasledovanje in bom tako rekel. Od leta 2013, takrat, ko je bilo to buma, ne, do leta 16 je bilo 3 leta, kar so me kranjski policisti sledili na kolesu, večinoma na kolesu, ko sem bil, sem tudi sem pa kaj hodil, jaz ne vem, kaj so imeli kakšen sledilnik je nastavljen, ne vem, 52 krat, še enkrat poudarjam, 52 krat sem pihal, s tem imam 52 ustnikov doma v vrečki, ker sem jih to spravil in me gospod Mihael, ki je to objavil na Facebooku in meni to, sem to začel podoživljati, sem rekel, lej, tole pa jaz dal v javnost. Zdaj je pa čas, da je pa stvar dozorela in sem dal to zadevo v javnost. In da si vi zamislite, v 3 letih so mene skozi lovili na podlagi direktorja Mitja Heraka, ki jim je sporočil takrat na policijo, uničite ga, delajte z njemu, kar hočete, unesposobite človeka, sam da ga več ne vidim. Ker se je bal, da, ker sem jim bil moteč člen, sem pač koruptivna dejanja odkril tisto obdobje. In tako se je ta morija v bistvu začela. Danes mi gre res to na smeh, danes se smejem tem stvarem, ampak bom pa po drugi strani rekel, zelo žalostno, da taki, ki delajo poslovne škode na davkoplačevalski račun, nič ne odgovarjajo. Popolnoma nič. In tako, kot je gospod Mihael rekel, za vsako stvar, ko ti dajo pihati, bi ti mogli dati dokazan v bistvu ta listek, ali pa potrdilo, da si dne tega pa tega ob tej uri pihal in je bilo stanje 0,0. Ne glede je stanje 0,0, ali je 0,1 promil ali več, ti more oni dati za to. In sem rekel, danes naprej, ko sem prebral njegovo zadevo, če bom to deležen še, prej ne bom šel iz mesta, če me ustavijo, dokler mi ne dajo to, če ne bom pa zoper njih podal ovadbe, tako kot zakon nalaga. Ampak to so bile res, takrat so bile res to take more, da si vi zamislite v 3 letih 52 krat pihati. Sireno so me obstavljali, kraj dajali, moj čas stratili. Mislim, to, če to enega mu, da bi to snemal, da bi danes to v prizor dal, niti enega listka nisem dobil in vedno je bila 0,0. In tudi rekli so drugi, ki so bili na zaposlene občine, pa puste ga namer, ki ga navte pjanega dobili nikoli v življenju, nehajte ga maltretirati. Ne, sam to temu, rekel, egoistu, Mitja Heraku, temu ni bilo za dodati, da bilo karkoli, ja, pa da bi on prenehal. Na kar pa pol meni v letu 16, kad enkrat film počel glav in se odpravim direkt na policijsko postajo Kranj do komandirja, sem rekel, zahtevam sestanek, ja, pa to ne morete kar dele, kuj. Sem rekel, lejte, dokler klele vi mene zdajle ne povežete z njim, jaz ne grem nikamor, pa tudi če klele v vašemu predverju spima. In mene malo čudem gledajo, sem rekel, ja, govoril bi ja, kaj se pa gre. Sem rekel, lahko ste tudi zraven kle, pa vam bom jaz objasnil stvar. Jaz pa nesem tisto vrečko z 52 pihalniki, mu vržem na mizo, sem rekel, lejte, zdaj pa to stvar taka, zdaj pa meni prekipel, sem rekel, zdaj če navte to nehal, bom jaz sprožil to v Ljubljani zadevo in jo pelal naprej. Prav butas me je gledal, pa sem jaz to na mizo vrgel celo vrečo tega in sem mu lepo povedal. Od leta 13 je Mitja Herak naročil policijski postaji Kranj, da to delate. Pa je pa začel mehen z očmi obračati, sem ga kuj videl, koliko je ura, da nekaj smrdi tam. In lih iz tega vidika je bil tudi on o tem obveščen. In ko sem izjavil besedo Mitja Herak, vam povem nekaj, kot bi odrezal stvar. Od tistega časa, od leta 16, pol naprej, rekel pol 17 leta, do konca 16, ko bi odrezal vse. A veste, kaj je to vse? Ker človek to doživi, ne more verjeti, kje mi živimo. Dobesedno od takrat, pa vozim avto, sem kaj grem, niti enkrat mi niso ustavili, gospod Žonta,
pihal bote. Niti enkrat od tistega dogodka več. To se pravi, da je ta komandir vsem policajem naročil, policistkam, da ne s tem prenehajo, ker se bojo drugače zgodbe začele odvijati v krana. Ne? Zdaj veste, to je resnična zgodba in hvala Bogu, da sem jaz te pihavnike spravil takrat, čisto sem jih mrgal umaril reč vzad, sem rekel, pa dnej tam visijo za spomin, pa so delali z mano. Tako da Donski pa gospod, koliko sem že parkrat rekel, to izpostavil, sem rekel, ne, tole pa mora jeti zdaj v javnost, zdaj pa ta prav čas, da narod vidi, kaj se dogaja, kaj policisti počnejo z nami, ki živijo na naš račun, kekle varnost ljudi, kekle to, mislim, kad to iste, mislim, se človek zamisli, da je to, ta policijski sistem sploh ni na bazi varnosti, samo na dobičkarstvu, zaslužkarstvu, pa oprostite izrazu, jebanje folka, pa nič drugega nikle. Samo to je, v takmu sistemu dela naša policija. Tega v tujini ni. V tujini je presne drugače zadeva. Tega v tujini so druge stvari, ampak takih stvari, ki se pa pri nas dogajajo, jo pa ni. Sploh pa kranjska policija, ki je že tudi marsikaj bilo v medijih not, kaj vse počnejo, pa kako se vse vozijo, tudi z ono punco, ki so jo vozili, pijani policisti, se to zgodbo ste verjetno slišali, mislim, svinarija krana, no, drugačna moram reči. Strahota. Jaz bi... Nekako z moje strani, tako da videli, kaj se dogaja resnično, kaj je in ne klikajte, če vas ustavijo, zahtevajte zapisnik, ne prejte, dokler vam ne dajo zapisnika, če ne pa pritožba na policijo, uvaditi človeka, ki je to naredil, če je spihan, če smeti ustavil, mi boš tu dal, potrdil, pa ne glede, je 0-0 in ne prink, kdo je upravljal, pokazal, mi boš tudi A-test naprave, zahtevajte jo, pa vedeti morate nekaj. Oni zapisnikov zato ne dajo, ker merilne naprave, to ljudi, ki na dan polovijo, da pihajo, morajo dati oni, zdaj ne vem točen, jaz sem nekaj gledal te meroslovja pred nekaj časa nazaj, sicer nisem čišel to detajle to razglabljati, noter je, da moraš, ne vem, na 120 upihal dati na novo napravo meriti in tako naprej, ker to, zato pa oni tega nadajo in to posplošneno delajo in ko rečejo, pokaž A-test, ko začnejo to komplicirati na veliko, jaz vem, to so pri nas v službi začeli komplicirati, sem edini izpostavil, pokažite mi A-test tega merilnika, ki sploh ni bil umerjen, sploh niso papirje imeli, pa so ga dali šele, ko so videli, ne? Sem jaz to zapel, to pravno podlago, ne? Mislim, potem pa prav buta zgledajo iz neba, hva, ja, če ti on da zapihati, to je že tako protizakonit, mora razlog navesti, zakaj. Pa človeka že vidiš, po videzu ga že vidiš, a vinjena in normalna. Pa drži, seveda, ja, pa to zdaj v službah. Da nagovorim policaj še to, ne? Da nagovorim to policaj, ki sploh ni zdravnik, da ti tam z lučjo svet v zenice not in išče točko zenice, sredine in ti miga s tisto baterijo, ma jaz mu ne pstim, da všti men. Odpelj me na zdravstven pregled, pa boš pa še to plačal, moj čas, moje trpljenje in vse to boš pa še kasiral. Nikakor pa policaj ne sme tebi z lučkam oči meriti, pa neki ene meritve delati, zenice, ko se šir, ko se oža, to pa ne dovolite, da vam na konče kakšne oči uničili, pa jo pa rekli, se sploh nismo nič gledali, zapisnika vam niso dali in tako naprej. Pa se te stvari začnejo širiti, ne? Tako naprej. Tako da bodite na to zelo pozoren. No? Raj rečete, odpeljte me v zdravstven dom, da je to specialist za očitev pregleda, pa da vam on nekaj dela, ki sploh nima teh pooblastil od zdravstva, od mene zdravstvene komisije, od ničesar nima, da ti on te gleda oči, pa svet z enem posebnem reflektorčki, ki imajo že sabo, tega ne dovolite. Raj zahtevajte, da vas odvedejo, imejte tiste pol ure, uro tam časa, pa jih pa pritisnite, ne, da niso nič ugotovili. Bote pa seveda vas je prepričan, da če ste res čisti, a ne, brez madežni v teh stvareh, ustrajate do konca, ne. Če ste pa pil, pa to, da imate res probleme z ravnotežjem, pa ne je to, ker vam bojo še res dodatne stroške nabil, pa bivte takrat, ko potegnila. Ne. Če imate pa prav, pa peljte, pa terajte do konca, tako kje sterama. Ne. To je to. Hvala ti, srčna. Ste si cajt vzeli. Dober primer, recimo moj, zelo dober primer, poučen primer. Mihael bo pa to zdaj naprej speljal, tako kot on ve in zna.
Hvala Hvala še lepa. enkrat, tako se imejte, Ja. smo na vezi. Hvala. Borut, to je bilo, moram reči, srčna hvala. Ja, tako da glej, no. Tvoje izkušnje in to vse, kar zdaj zadnje čase delamo, so res neverjetne in tudi, kako naj rečem, za živce, ki jih imaš, da vse to potrpiš, a ne, in vse, kar pišemo, tako kot smo z drugimi, bom rekel, in člani in državljani, ki dajo kakršenkoli problem, da ga rešimo. Ampak tukaj bi jaz dodal še eno stvar k Borutu, ki je Borut ni izpostavil, da se pri alkotestu, veste, sistemska prevara skriva ne v napravi, ki v njo pihneš, ampak se skriva v zakonu o cestno-prometnih pravilih ZPRCP. To se pravi, zakon omogoča, da se rezultat indikatorja legalizira. Zakaj? Ker je nelegalen. Inštitut za meroslovje, se bom potem povedal, je jasno izrazil, da ta naprava ne kaže pravilnih rezultatov in da zato nima zakonske podlage, da jo policija uporablja. Povedano v enem stavku. Kako so to pravno naredili? Dali so en stavek, da če se stranka strinja z rezultatom, ki ga napiha, tudi če je lažen, tudi če ni pravilen, tudi če je vse fake, če se stranka strinja, je kriva in plača. Zato ne podpisujte ničesar, zato ker že takoj, ko vas policist ustavi, da se ne predstavi, ne pove pravne podlage in absolutno nima umerjenih naprav, ker jih ne more imeti, zato ker je to vse fake in te naprave delajo zgolj za straševanje, za kontrolo, za vlivanje strahu. Eno je, ker ti človeka vidiš, če pijan vozi, eno je pa, če te ustavljajo po tekočem traku in ti jemljajo svobodo gibanja, čas, energijo, živce, tako kot recimo v primeru Boruta ali pa tudi čist nedolžnim ljudem, zato da bodo enega pa 1 promil ujeli. Veste, to se pravzaprav ne počne. No, ta podpis, ta legalizacija, šele ko vi to podpišete, jaz rečem, ljudje so takrat pod stresom, jaz rečem pravni laik, a ne, tudi če nekaj znaš, takrat, ko priješ v situacijo, je slika povsem drugačna, ki pridejo s tistim pištolam in s tistim oblekam in s temi stvarmi, ampak vseeno, nikoli ne podpisujte, ne glede na to, kaj je. Prva stvar je, naj se predstavi človek, kdo je, odkje je, kdo je njegov, pa potem CR številka, ne, mora biti centralnega registra, zato ker če se pretožite, gre v njegov centralni register in se mu zmanjša plača, zaradi tega, kaj je kršil zakon. Tega se najbolj bojijo in ne podpisujte zapisnikov, zahtevajte pa zapisnik, seveda zato, da imate dokaz. In jaz sem dal današnji, bom rekel, tejle sagi naslov Neinformirani Slovenci, pa ne samo v tem pogledu. In alkotestna farsa in državni rob z blagoslovom v državnem zboru, sodišču, policiji, tisti, ki delajo naprave, vsi na vrhu to vejo, se smejejo, uživajo, pobirajo milijone, predstavljajte si, da so kazni ne vem kakšne, da ti avto vzame v zapor, te celo stlačijo zaradi tega. Ne vem, kakšne so konsekvence točke in tako naprej, a ne. A veste, 10 000 kazni za alkohol v Sloveniji in v EU in da to delajo nezakonito, to je višek arogance nad ljudmi. To je čisto enostaven način pobirati denar. Kako se že reče tistemu hribu, Rauber kontrola nekje tle v Sloveniji? Rauber komanda, to so raubarji na cesti, ti nisi mogel naprej, če nisi plačal, to je bilo takrat, ne, ali pa so pač te na silo, tle pa, ne, ti dajo pa te zapihati. Zdaj pa predstavljajte si na veliko prizor, čisto enostavno, ki ga je doživelo na 10 000 Slovencev. Stojite ob cesti, luči policijskega avta utripajo, ker sploh ne smejo, zato ker utripajo lahko samo, kadar so na nujni poti. Če utripajo pri vas, pomeni, da morate policista vprašati, kaj je nujnega. Samo takrat sme luči prižgati. Nima veze, to tiho ali glasno. On ne sme luči prižigati za vami. Ne? In vas pozove, da vi zdaj
napihnete v tisto malo cevčico, v tisto napravo. Nekaj sekund kasneje pa se na zaslonu recimo izpiše številka, na primer 0,36 miligrama na liter izdihanega zraka in glej ga zlomka, postopek je zaključen. Krivi, pijanc, pil, čaka vas visoka globa, si predstavljate? Ja? Znesek kazenske točke in morda celo odvzem vozniškega dovoljenja, kot smo že prej rekli, ampak šele zdaj pride šokantna resnica, ki jo država sama uradno priznava, da vam povem, ta meritev, na podlagi katere marsikdo dobo kazen ali pa vas obdeluje policist, sploh ni zakonita meritev. Ponavljam, ni zakonita meritev. Naprava za pasom, ki jo nosi policist, ni merilo, ni merilnik. In na terenu vidimo, da policisti pogosto uporabljajo recimo ročne to, kar je Borut tudi meni pokazal s tistimi tulci, te naprave. NVTEC AlcoQuant se imenuje z nastavki za enkratno uporabo, a ne? Videti je profesionalno, videti je uradno, videti je wow, a ne, pa uniforma in vse uradno, ampak na koncu je ključna težava, ni v zamiku, ni v znamki ali pa v videzu, ni finta, ampak v njenem pravnem statusu, o pravnem statusu govorimo, ker Urad za meroslovje Republike Slovenije, MIRS, je v svojih uradnih publikacijah, ki jih imam jaz tukaj na računalniku in sem o njej že tudi naredil en prispevek, pojasnjuje tako jasno, da je to pojasnilo za policijo in za to, kar danes govorimo, uničujoče dejstvo. Na straneh uradnih dokumentov neposredno priznavajo, citiram, alkotesti ali indikatorji alkohola niso merila, katerih rezultat je neposredno priznan pred upravnimi ali pravosodnimi organi. Zakaj? Zaradi svojih tehničnih pomanjkljivosti. Povedano po domače, rezultat, ki ga pokaže ta naprava, je pravno gledano enakovreden informativnemu nasvetu, ne pa neizpodbitnemu dokazu. To ni zakonsko merilo, ki ga zahteva 3. člen Zakona o meroslovju za uporabo v sodnih in upravnih postopkih. Edina naprava, katere rezultat je pravno zavezujoč, je pa etilometer. Etilometer mora imeti policist, ker je naprava, ki meri natančno, in to bi morali imeti posebej, se pravi, policisti pri sebi imeti, ne, aktivirati, ker to pa izpolnjuje stroge zakonske zahteve in 3-kratno, 4-kratno ponavljanje s tem etilometrom, zato da se pride do realnega rezultata, ne pa enkrat pihen, pa vse fake. Ja? In tako pravi pravilnik o meroslovnih zahtevah za etilometer. In zdaj tu pravna past, kako vaš podpis legalizira nezakonit dokaz. Nekdo mi je napisal potem na Facebook sodbo iz Celja, na pritožnika je sodišče odločilo, da je kriv, ker je podpisal. Kako je to mogoče, da se na podlagi nezanesljivega indikatorja sploh lahko človek kaznuje? Pa vendar sodnik ve, da če je pogodba, ki je podpisana, ker to je pogodba, a ne? Dva se strinjata, jaz ti zmerim, evo, to je to, ti se strinjaš, to je dogovor. Ampak če je dogovor v ozadju lažen, hinavski, podtaknen, taka pogodba je nična in sodišče bi na podlagi obligacijskega zakonika moglo vedeti, da je to nično, da je podtaknjeno in da je prevara in da je že v tistem trenutku, ko se tam ima policist superiorno moč zaradi plavih luči, obleke, uniforme, pištole in ne vem česa še vsega, ki ga ti ne pričakuješ, ker te ono v zasedi preseneti, kar je spet zgodba zase, ampak gledajte, ta člen, ki ga imajo pač v tem zakonu, omogoča, da se rezultat indikatorja legalizira in tukaj se za njih zgodba konča. Namreč jaz grem stvari še malo globlje in ko grem globlje, vidim, kako je vse skupaj prazno, na kakšnih jajcih celo pravo visi, a ne. A veste, ko vi potrdite to svojim podpisom, kot pravi stroka, rečejo posameznik,
ki je praviloma laik, s svojim podpisom na zapisniku prizna oziroma legalizira rezultat, ki ga je pokazal alkotest, ki ni nujno točen. In si kriv in plačaš. Kaznovani smo samo zato, če seveda gre po tej zgodbi, ne? Ker smo v postopku sodelovali in ga nehote potrdili. Če ne podpišete in odločno zahtevate preizkus z zakonskim merilom etilometrom pred policistom ali strokovni pregled, recimo to, kar je Borut povedal, a ne odvzem krvi in urina, policisti proti vam, nima trdega zakonsko veljavnega dokaza. Nikakor ne, če ste v redu. Zdaj, kaj je tukaj? Gre za sistemsko manipulacijo, kršitev temeljnih pravic brez pravnega pouka. A veste, da vam na začetku policist sploh ne da pravnega pouka? Ne pove, da je ta naprava fake. Ne pove, da je meroslovno nedoslovno. Ne pove, da s podpisom potrdite. Vi bi mogli imeti pravni pouk in se s tem pravnim poukom strinjati ali ne. In najhujše pri vsem tem je, da vas država ujame na kaj? Kakor sem v naslovu rekel, na slovensko nevednost, na slovensko ignoranco ali pa na tisto, kaj pa mi bo, saj jaz pa vse vem. Velika večina ljudi ne ve, da imate pravico oporekati rezultatu indikatorja in zahtevati natančno zakonsko veljavno meritev. Policist pa jim tega namerno ne pove, ne pojasni, ne da pravnega pouka. Zakaj? Ker jim po zakonu, dokler vam ne odvzamejo prostosti, niso dolžni dati popolnega pravnega pouka o vaših pravicah. Se pravi, samo kadar gre za hud poseg odvzema prostosti, kar oni smatrajo, da ustavitev ni, čeprav že samo poskus omejitve gibanja je, se boste videli, smo pripravili še ene stvari, že kaznivo dejanje in 3 leta zapora za policista, še preden ti da pihati, že takrat, ko ti pomaha, že poskus ustavitve je kaznivo dejanje po Kazenskem zakoniku 143. člen. A ne? In tukaj mora biti po ustavi seveda enakost orožij. Kot je pri pogodbi enakovrednost strank, kot je pri partnerstvu enakovrednost, tako mora tudi tukaj seveda policist to spoštovati. Ampak ne. Prav tako pravi to Evropska konvencija, isto, ko se pričakuje, kje se pričakuje, da bomo mi sami poznali te komplicirane zadeve, ki jih policist vsak dan dela, tebe pa ustavi, ne vem, enkrat na 2 leti ali pa Boruta na 21 dni, ne, po 3 leta, tako da se že kar navadiš, ampak gledajte, stvari so zapletene v nijansah, v pravnih nijansah in jih ne zaznamo, ker se z njimi ne ukvarjamo in pademo pač na finto. In nas avtoriteta prepričuje v veljavnost postopka. Postopek popolnoma neveljaven, ampak informacijski pooblaščenec je rekel, ja, policist lahko bere tablice. Ustavno sodišče pa reklo, da jih ne sme. Vaše podatke potem posreduje na FURS. Ne sme, zaradi tega, ker vi niste dali seveda po 38. členu ustave osebne privolitve. In kaj lahko človek zdaj stori? Jaz osebno pravim, dovolj je bilo. Borut je rekel, ja, lepo je rekel, prišel je čas, da sem vzel vrečko ven in evo, zdaj sem vam to pokazal. Ne? In zdaj smo dali to na internetu in tudi v našem časopisu je. To so filtri, ki jih je, evo, on poslal, bom jaz tukaj pokazal, samo na eni strani. To so te filtri, ki jih je on poslikal. Toliko tega, veste, je bil deležen, ne, grozno. In vse to bele palčke, vse to je v bistvu tisto, kar je on iz škatle potegnil. Jaz, ko sem to videl, nisem mogel verjeti. Mene je pretreslo do dna duše. Dovolj je bilo, dovolj je in prav je, vsaj tisti, ki smo skupaj zbrani, ki vemo, zakaj gre, dovolj nas je, da rečemo zadevi ne. In kaj lahko storimo zdaj, kaj lahko storimo? Glede na to, da so vse stvari nezakonite, da so vse protipravne, če imate dokaze, materijale, zapisnike, globe pri računih in papirje spravljene, a veste, gre za zadevo, ki jo lahko odprete. Odprete pravni postopek in zahtevate vračilo denarja nazaj, ki so vam ga ali oglobili ali pa ste plačali nezakonito. Pa ne gre za to, da ste vi prostovoljno plačali. Plačali ste zato, ker so vas prisilili v to. Ne?
zahtevajte vpogled v kopijo celotnega spiska v prekršku, ker morajo imeti arhiviranega. Če nimajo arhiviranega, je to še dodaten prekršek. Preverite, s katero napravo so vas merili, s čem so delali poskus in preglejte, seveda, če se ne spomnite, ali ste zapisnik podpisali ali ne. In zakaj ne uveljavljate svoje pravice? Če ste globo plačali, že plačali, ste jo prejeli na podlagi meritve z indikatorjem, ne da bi bili ustrezno poučeni v svojih pravicah, je že to, cel proces pade pri policistu. In imate izjemno velike možnosti in država mora na podlagi ponovnega odprtja procesa ta denar vrniti. Mora povrniti globo na podlagi česa? Na podlagi neupravičeno izvedenega in dokazano pomanjkljivega postopka. In seveda vi morate dati vlogo za vrnitev plačanega zneska. Druge možnosti so, kot je recimo vložitev, bom rekel tako, izrednega pravnega sredstva. Včasih smo rekli z odvetnikom, danes moramo to sami delati, ker odvetniki več ne funkcionirajo, odvetniki več ne delajo, odvetniki imajo neke svoje, zdaj ne, so v zavezi z državo, ne delajo več za ljudi, ampak jih država dobro plačuje. Mimo vsega povem, ja, tle se naši člani in članice smejejo. Vam povem, da sem gledal, kakšno je bilo finančno stanje, ki ga je izdal United Nations, kjer mora seveda Slovenija oddati nedvomljivo poročilo in je pokazalo, da je bilo v letu od 20 do 21 je Slovenija šla finančno tako gora, veste, tisto, ko so po 15 jurjev, po 30 tisoč evrov dobivali za to, da so enemu napisali, da je umrl za korono, ali pa so ljudi cepili. Po preklicu epidemije, zdaj smo pa, ne vem, 4,5% v minus, zdaj gremo pa, veste, čisto podno smo gospodarsko in je že skoraj blizu tisti točki po tem indeksu, ki sem ga gledal za 25 že, kakor takratna kriza, ki je bila od 2008 do 2013, se spomnite, koliko je bilo hudo, ne? In gledajte, zdaj poleg tega, da vas je ta policist, če gremo naprej na našo zgodbo, dvojno ali trojno oglobil, še za ugovarjanje dal globo, pa za to je dal, pa točke, pa ne vem, kaj si je še vse zmišljeval. A veste, je najbolje, da sami preučite možnost, sami, brez teh odvetnikov potem, ne, zahtevo za varstvo zakonitosti ali obnovo postopka. Moja žena je včasih plačevala po 10 evrov mesečno enim odvetnikom z neko rumeno kartico. Jaz se spominjam, bi rekla, ja, dobim zastonj pravni nasvet. Jaz sem jo čukasto gledal, sem rekel, poslušaj, če rabiš pravni nasvet, vprašaj mene. Ne, pa veš, pravnik, pa to, potem jaz to pokličem. No, in ko v redu, ne, vse veste, prerok v domači vasi, pač nima veljave. Ona gre rajše in je to plačevala. In potem dobro, mojega sina so enkrat ustavili na nekem radarju in je dobil čez leto pa pol, je dobil domov radarsko kontrolo in ne vem, 1500 evrov kazni. Ker je šel svojega brata bolenco iskat, ki je bil operiran, da je ga domov pelil in tam nekje pri Celju, radar skrit, nikjer nič, dobi čez leto pa pol. In rečemo, ja, ok, dajmo vprašati tega odvetnika in mene je zanimalo, kako to zgleda in sem šel s sinom. Šel sem z njim kot prijatelj, ne. In ta odvetnik pa je rekel, jo, veste, to pa se sploh nima smisla pritožiti. Ta sistem je pa, veste, tako narejen, tu pa vi ne boste nič dosegel, pa to je pa res, ne, se ne splača, ne. In zdaj, pol pridemo domov, jaz napišem to stvar in to stvar smo potem rešili seveda čisto drugače. Če bi poslušali tega, bom rekel, odvetnika, a veste, potem človek lahko se kar pridruži in postane sokriminalec in soigralec v teh grdih igrah, ne. Preučite o možnosti za kazensko ovadbo celo dotičnega policista ali policijske postaje, ki postavi tak radar. A vi veste, da mora biti 300 metrov pred radarjem znak radar kontrole, radarska kontrola. Pa ga ni. Kje pa je? Postavljen je na mestih, kjer se ne vidi. Poleg tega snemajo tablice, jemljajo podatke, ki jih sploh ne bi smeli. Naslednja kršitev. Kršitev je toliko, snemanje na javnem prostoru civilne osebe se sploh ne sme brez sodnega naloga. In cesta je javni prostor. To je javno sprehajališče avtomobilov. Ok?
Mi lahko snemamo uradne uslužbence, ki jih plačujemo v njihovih zgradbah in kje se gibljajo, mi jih lahko snemamo, ker jih plačujemo. Ne morajo pa oni obratno početi pa nas snemati. In vse obračajo v zadnjem času, kar je nedopustno. Razumete, v primeru sistematičnega zavajanja in uporabe nezakonitih dokazov strani uradnih oseb je mogoče res preučiti tudi podlago za kazensko ovadbo ali policijske postaje, uradne in tako naprej in tako naprej. Koga iščemo na položaju, ki je odgovoren, ker kadar gre za državno goljofijo in kadar gre za krajo težko prisluženega denarja in sredstev državljanov, že s tako pri nizkih dohodkih, jaz temu rečem kar uradni rob na cesti ali kot sem prej rekel, rabar komanda. Tako da dajte se boriti. Dajmo končno enkrat ustaviti, oprostite mojemu izrazu, barabinsko ropanje državljanov. In ti ljudje pravijo, oprostite, če so to sploh ljudje, ne, da varujejo življenje in premoženje ljudi. Ja, lepo vas prosim, pa kaj še? Ne, pod kakšno pretvezo? Praksa uporabe alkotestov kot končnega dokaza za kaznovanje je očiten primer sistemskega zavajanja in izkoriščanja državljanov. Država in njeni organi, veste, kako to dosežejo? Na strah se zanašajo, na vaš strah, nevednost, na prisilo. Ja, bo šel pa v zapor, ti bomo pa avto vzeli in tebi se zdi potem 20, 40, 50 evrov cenej, kakor avto vzeti, ker ti grozi tamle. Pa ne sme, še ustaviti vas ne sme, če bi vi to vedeli, ne? Vse to je nezakonito. No, zdaj vemo, dokazano, ker je ustanova, ki te naprave izdeluje, sama povedala, da so te naprave nezakonite in da jih ne smemo uporabljati. Naj bo to povzil vsem neupravičeno kaznovanim državljanom in da se dotaknem medijev. Ko bojo mediji rekli, da je alkotest kontrola po celi Sloveniji, takrat veste, da so to še večje barabe kot policisti, čeprav so policisti naročili, da bodo to počeli in ne smejo tega početi. In javno objavljajo in celo napihujejo to nezakonitost, kje in kdaj bo policija izvajala alkoteste, alkoholiziranost in bom rekel, nadzor. No, zdaj si predstavljajte to farso. Zato ljudje, prosim, pridobite si svoje zapisnike, vse tiste policiste postavite pred sodišče, naj plačajo kazen in vsi, ki so si na te lažne finance postavili svoje bajte, bazene, kupili motorje, avtomobile, uživajo na Havajih, imajo jahte na račun tega, ker vam lažno kradejo iz denarnic in vas strašijo na cesti. To je Raubar komanda. Živi v gradu, a ne? Vi pa na polju krompir praskate. Preverite dejstva, odprite postopke, v pravni državi, oprostite, ni prostora za meroslovne farse, ni prostora za manipulacije z lažnimi meritvami. Ok? Vztrajajte pri resnici in tukaj je dokaz, da gre za nezakonite alkoteste, pa ne samo za alkoteste. Naj vam povem, cela slovenska država je pijana. Ona je en veliki alkotest, vse je fake. Kolikor odprem eno stvar, vse je protipravno, za nezakonito pa človek več ne ve, a je to iluzija ali to res ali kaj se dogaja, ne? In državljani še kar naprej, od biometričnih izkaznic, ki so nezakonite, do Gursovih obvestil, ki je jasno, da so neustavni, nezakoniti in sploh se Gurs ne bi smel vtikati v ocenjevanje zasebnega premoženja. Pa ti ljudje so postali arogantni na vseh področjih. Da ne govorimo o dolgotrajni oskrbi, ki ti kar določi, da imaš lastnost osebe, za katero bo do državnih stanovanj, pa da ne naštevam, da ne pridem do konca, pa ta država je mafija, ne? V Italiji sta vsaj dve stvari, država in mafija, tukaj Slovenija je pa je cela država mafija brez konkurence. Če ne daš prostovoljno, ti pa na podlagi pisarniške odločbe rubijo. In kaj Furs dela? Furs pa nikoli, bral sem, povedali so uradno, ne preverja predlagateljeve odločbe.
A si vi lahko predstavljate, da z neko pisarniško odločbo en uradnik napiše to, kar napiše, kar ni sodna odločba, ampak tam se en redar z 4-letno osnovno šolo spomni, da ima en štempelj pa neko pooblastilo, uboga navodila, ker zakonov itak ne poznajo, ne policisti, ne redarji, ne tisti, ki bi mogli poznati, če pa poznajo, poznajo pa narobe, ker jih pravniki inštruirajo tako, da gre vse v državni žep iz našega žepa. Tako da pozabite na sodno odločbo, a ne? Pri Fursu. Furs bi mogel to preverjati po uradni dolžnosti in po zakonu, pa tega ne počne. Zato, ker jim je važno samo za denar, ne za naše počutje, ne za našo varnost. Mogoče sem kaj izpustil. A ja, če se ne cepiš, ne moreš v službo. In ne moreš kupiti kruha in tako naprej. Preden zaključim, ker sem že malo dolg, ampak gledajte, preden zaključim nekaj ključnih stvari. Pogledal sem Ustavno sodišče. Pogledal sem te stvari, o katerih se nocoj pogovarjamo. In ne boste verjeli, kaj sem našel v reprezentativnem izboru, bom rekel, najpomembnejših in odmevnih primerov, ki dobro ponazarjajo, kaj je Ustavno sodišče za policijo povedalo, oziroma zakonodaja, ki daje pač to pooblastilo in ki deluje v nasprotju z ustavo določenimi pravicami. Točno to, kar mi govorimo 5 let, odkar se je ta COVID začel. Prva odločba iz leta 1998. Razlikovanje med pogledom na preiskavo osebe. Poslušajte, policist je ob pregledu osebe brskal po vsebini njene denarnice. Ja? Ustavno sodišče je presodilo, da je s tem prekoračil pooblastila za pogled, pregled in dejansko opravil osebno preiskavo, za katero ni imel zakonske podlage. Zdaj si pa vi predstavljate, da je avto vaša denarnica. Zdaj si pa vi predstavljajte, da je vaša denarnica tudi osebna izkaznica, na kateri so občutljivi osebni podatki. Vse to je denarnica. Ali pa zdaj digitalne, ki pravijo telefon na denarnici ali pa računalnik. Vse to je vse osebna preiskava, ne sam pogled v denarnico. Že ko te v oči pogleda, te ne sme, če nisi kršil zakona in če nima pravne podlage. Ja? To je predstavljalo nedopusten poseg v pravico do zasebnosti. Druga odločba. Neustrezna odredba za hišno preiskavo strani policije. Prišli so v bajto, pa so prišli, a ne, ko lopovi pridejo in ti vzamejo stvari, ki sploh nimajo pravne podlage. In sodišče je ugotovilo kršitev pravice do nedotakljivosti stanovanja, ker odredba sodišča za hišno preiskavo sploh ni bila pojasnjena. To se pravi, prišli so za neko sodno odredba, preiskava, ampak nobenega pojasnila zakaj. Policija v navezi s sodiščem, nekoga so dobili na piko, ala Borut style, a ne, zdaj pa dajmo temu v bajto pa ga prestrašiti. Ne gre to tako. Tretja zanimiva sodba. Ustavitev vozila brez konkretnega razloga. No, zdaj smo pa tle. Ustavitev vozila, to je, pa zapište si, to je UP 513/10, sodba iz leta 2012. Ustavno sodišče je odločilo, da policijsko pooblastilo, pazite, za ustavitev vozila zgolj zaradi kontrole prometa, kontrole alkohola, kontrole, brez kakršnega koli suma kršitve ni v skladu z ustavo. Sum kršitve mora biti pa ne cela kolona, pa 5000 ljudi, ki jih enega po drugega tam za enega. Problem je, ker ne smejo brati tablic in jemati občutljivih osebnih podatkov iz tablic, to je vse prepovedano, o tem bomo še malo govorili. A veste, Janković tlele, ko parkiramo, on s kamero vidi, kdo je, ker se izpiše zaradi tablice, ki jo kamera posname, podatki, kdo vozi avto, kdo je lastnik. To se ne sme, zato ker mi smo dali avto registrirati. Zakaj? Zato, da plačamo takso za vzdrževanje cest. Za ta namen smo dali osebne podatke.
Mi nismo dali kot vozniki, šoferji osebnih podatkov za to, da nam bo Janković položnice pošiljal, pa prekrške, pa policija snemala, kakor sem rekel, takšno ravnanje je nedovoljeno, prepovedano, nesorazmerno in posega v pravico do svobodnega gibanja in predvsem po GDPR pravico do zasebnosti. Kje je zdaj informacijski pooblaščenec, ko ščiti te stvari? Rezerva je nekaj povedal, Borut, ti si dvignil roko, želiš nam še kaj sporočiti? Ja, živijo, lih tole, kar zdaj govoriš, ne, bom jaz citiral, dobil sem zdaj od RTV-ja Slovenije, ne, vam bom to prebral, kako Dej. oni počnejo to, ta mafija, ne, golazen, jaz temu pravim, golazen, RTV-jevska. RTV je na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o radioteleviziji Slovenije, Uradni list Republike Slovenije, številka 96/05 s spremembami, v nadaljevanju ZRTVS pomišljaj 1. Dobro me poslušajte zdaj, kaj bom bral naprej. Od distributerja električne energije pridobila podatek, da ste na naslovu Cojzova ulica 6, 4000 Kranj registrirani kot odjemalec oziroma plačnik električne energije. Zato vas pozivamo k obrazložitvi stanja posredovanja sprejemnikov na navedenem naslovu. Narod, glejte, kaj ta golazen počne protipravno. Jaz sem dal Elektro Gorenjska EC Celje za distribucijo električne energije, sem sklenil z njimi pogodbo za dobavo električne energije. Po nobenemu zakonu oni ne smejo dajati moje podatke, v če jaz tega ne dovolim. In tudi vi. Narod, zavedajte se, kaj ta gnev golazen počne na RTV-ju. Pa podpiramo mi čez 2100 zaposlenega gneva, da takole z nami počne, ne bomo tega dovolili. Ne bomo, jaz ne. Tle se je pa zgodba nehala, zdaj sem pa krut in bom tu tako stal, ker se ne borim sam zase, ampak za pravice tudi drugih. Ker se jim delajo hude krivice, ja, res je. Zelo hude krivice. Ja. In kaj ta golazen počne, da ti to upa na papir napisati, da je pridobila podatke od elektrodistributerja. A veste, kaj je to? A veste, kakšna huda kršitev je to? A se sploh zaveda ta država, kaj počne z davkoplačevalskim denarjem oziroma z nami? To je hujša oblika terorja, nasilja nad lastnim narodom. To je sistemski genocid, ki ga ta vlada, ta golazen, gnevska, parazitska počne do nas državljanov. In dokler nam vstopili naredili enkrat ta udar, ne bo konca. Kaj treba presekati, ker oni grejo na kuhanje žabe. To si lepo povedal, Borut. Hvala, začnite brati. Pozivam vas, začnite brati, kaj počnejo. Hvala, Borut. Hvala. Pa ne zamer, sem besen zato, ker se meni in vsem krivice delajo, ker hodijo po nam, cuzajo nas, koliko zdaj s 1.7. bojo začeli obračunavati prispevku skrbe, pa še nič nimajo narejen. Durs kaj dela s tem podatki, da nam premičnine viša. Ne veste zakaj, jaz vem zakaj, zato ker bojo na podlagi decembra 25 odločili davek na ta novo stanje, ki bo 6-krat večji do 8-krat večji, kot je pa zdaj. Narod, zbudite se, začnite razmišljati. Resno pravim to, to se ne zajbavam, ne pogovarjam, ker pa bi čist drug sistem komunikacije zdaj obral, kakor jo imam. Sem besen, pa sem upravičeno besen, ker se mi dela krivica. In ne sam je, vsem vam tako, kot vsem, ja. Res je. Zato sem zdaj vmes rokco dvignil, da sem tudi to povedal, kaj dela RTV Slovenija. Hvala za enkrat. Hvala. Vmesno pripombo in moram reči, veste, stvari so zelo hude in tukaj Borut vidi, tako kot jaz vidim, krivico in sem zato odprl tudi te ustavne. Glejte, policija po še 2014 še ena odločba ustavnega sodišča. Sodišče je razveljavilo določbe zakona, ki so policiji omogočale kaj? Dostop
do podatkov o telefonskih klicih na spletnem prometu, prometni podatki. To, o čem zdaj le Borut govoril, ti daš podatek za naročilo električne energije, samo za to, in potem elektrodistributer javi RTV-ju, RTV ti pa položnico piše in to gladko povejo. In to je najhujša možna kršitev, ki se lahko zgodi. To je izdaja, to je vohunjenje. Ne sme se od ustanove do ustanove osebnih podatkov pošiljati, niti za drug namen uporabljati, tako da sta oba v postopku in elektrodistributer in RTV. In upravičeno, Borut, si besen, ker nisi samo ti. Marsikdo uspešno skriva to jezo in bes, pa rajš plača tisto položnico, pa si reče sam, da ima mir, ampak zaradi takih ljudi je stanje takšno, kot je. Moje sožalje. Brez predhodne odobritve sodišča, če ti rečeš ne, pa če sodišče reče ja, potem se lahko ti podatki dajo, ker sodišče bo imelo mogoče en razlog. Lahko pa tudi ne. Ampak v končni fazi informacijski pooblaščenec je tukaj zato, da ščiti ustanove, nas pa v drek tlači. Kadarkoli smo napisali pritožbo, dragi moji, je informacijski pooblaščenec rekel, ali da ni pooblaščen, ja, zakaj si pa tam, zakaj? Varuh človekovih pravic nikoli ni za nič pooblaščen, sam neke nauke tala, da ne govorim o drugih zadevah, a ne, kadar so stvari, ki se njih tičejo, niso pooblaščeni, oziroma nas, kadar pa njih so pa polno pooblaščeni in ščitijo samo ustanovo do ustanovo. Da oni pa niso pooblaščeni, da bojo RTV preiskovali. To so meni napisali, to je meni napisala direktorica, informacijska pooblaščenka in sem ji odpisal, da najrajši zamenja službo, no, po domač povedano. Veste, takšen neselektiven dostop do podatkov je bil ocenjen na Ustavnem sodišču kot nesorazmeren poseg v pravico do komunikacijske zasebnosti. Ok, potem je pa še ena sodba, ki je tudi zanimiva iz leta 2000. Vloga tajnega policijskega sodelavca. Poslušajte, kaj so delali. Da vam povem, to je 16. V primeru, ko je tajni policijski sodelavec s svojo dejavnostjo, recimo pri nas pridejo v društvo tajni policijski sodelavci. Nič koliko jih je. Vsak drug človek skoraj, ker pride na 3 državljanje, kontrolira en tajni policijski sodelavec. Pol veste, da smo v policijski državi. Mal pogledajte okrog sebe, kje so policisti nastavljeni. Ta, ki vpisuje gotovino, je policist. Ta, ki dela kohezijske sklade, je kriminalist. V glavnem tudi novinarji vodijo države, kaj je ona, ki je v svetu, varnostnem svetu United Nations. Kako je ime? Ona je kaj? Na glavnem, novinarji in policisti. In zakaj je novinar vedno prvi pred policisti na kraju dogodka, da uniči človeka, ker ga policija pokliče? In obratno. Gre za navezo, ki je uničujoča za naš slovenski narod. In sodišče je odločilo, gledajte, kadar tajni policijski sodelavec, a ne, svojo dejavnostjo bistveno vpliva na storitev kaznivega dejanja ali ga izzove, ker izzivajo z raznimi prefinjenimi taktikami, izzove dejanje, ki ga sicer oseba ne bi storila, gre za nedopusten poseg v pravico do poštenega postopka. Dokazi pridobljeni na tak način so nedopustni. Potem je pa še ena sodba, sistem za avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic, ki se imenuje ANPR. In je tudi Ustavno sodišče odločilo, da je zakonska ureditev, ki policiji omogoča, poslušajte, da množično in neselektivno zbira podatke o gibanju nas, vseh državljanov na cesti, katerikoli, ali je to radar, ali je to avtocesta, s tem sistemom, to je v neskladju s pravico do informacijske zasebnosti. In sistem je bil ocenjen kot neustaven, nezakonit, nesorazmeren, ker je omogočal nadzor nad vsemi, ne le nad osumljenci. Z razlogom, da iščejo enega osumljenca, so snemali vse. Ker je v New Yorku padla stolpnica, smo zdaj vsi preiskovani po celem svetu. Take bedarije, en človek enega ustreli, zdaj smo vsi kriminalci. To nam počnejo. In še zadnja,
Zaseg elektronskih naprav, računalnikov, mobitelov, obseg preiskave podatkov. Kradejo, veste, nam v društvu so vzeli, ne? Brez pravne podlage. Še niso vrnili. Nekdo mi reče, zakaj pa ti? Čaki, prišli so, odnesli so, naj prinesejo nazaj. A ne? Ukradli so, po domač povedano, in sodišče je poudarilo, da mora biti preiskava podatkov na zaseženih elektronskih napravah, telefoni, tablice, računalniki, omejena na sorazmerno. Kaj pa to pomeni? Da smejo preiskovati samo tiste podatke, ki se nanašajo na očitano dejanje, kaznivo dejanje, če je prijavljeno. Samo za konkreten sum. Ne? To je to. In po sodni odredbi. Če sodna odredba ni v redu, potem je to seveda velika škoda ali za podjetje posameznika. Ta seznam, ki sem vam ga zdaj povedal, teh 7, ki so zelo zanimive, ima pa še zelo veliko, bi vam tako rekel. Policija v Sloveniji je od kdaj? Od naše osamosvojitve, že prej, ampak policija slovenska. Naše društvo je od 2002, nekoliko kasneje. In zdaj, gledajte, mi imamo svoje zakone, svoja pravila, policija pa tudi dela na podlagi zakona in oni imajo svoja pravila. Zdaj pa še nekaj. V času covida, ko smo branili svoja življenja, smo dobili novega zakonodajalca. Mi smo izdali potovalne listine v skladu s statutom, ker naše delovanje društva ne sme biti omejeno. Kdor omejuje, je v kaznivem dejanju. Tako je v ustavi, v kazenskem zakoniku in tudi v našem statutu. S temi listinami Ustavno sodišče nam nikoli ni reklo, da so nezakonite. Kaj sem pa jaz zdaj vam o policiji prebral? Koliko nezakonitosti počne. In veste, koliko je takih odločb? Na sodiščih, na vrhovnem sodišču, na višjem sodišču, ustavno pa se je nabral, veste koliko. In oni zdaj ocenjujejo kot policisti, kaj je zakonito in kaj je nezakonito. Namesto, da bi bili izvajalci zakona, oni presojajo ljudi, kaj je zakonito, kdo delo, pa kaj ni delo zakonito. Mi smo dobili novega zakonodajalca v imenu policije, pa ti ljudje si domišljajo, so bogovi ali kaj. Mi imamo zakonodajalca v državnem zboru. Ne pa policijsko postajo v Republiki Sloveniji. Ljudje božji, zbudite se. In pol napiše v časopis, društvo Belis izdajalo nezakonito potovalne listine. Nič po katerem zakonu, pa tam na podlagi tega klikneš in se pojavi stran 404, ne obstaja. Sveda ne obstaja, ne more obstajati. Mediji pišejo in lažejo, kradejo, policisti so ne samo barabe, ampak super lopovi so postali. Zaključujem to nocojšnjo, sem se tudi jaz malo razumel, povedal bi samo to. Seznam še ni izčrpan, ampak vključuje samo najpomembnejše primere, ki smo jih naredili. In zdaj pa še kratka pauza, preden začnem z drugim delom in poslušajmo o, bom rekel, tako imenovanem alkotestu, ki ga bom skušal deliti na zaslon. Zadeva res mnoge voznike. Glede na posledice visoke globe, izguba vozniške, potencialno celo zapor, je poznavanje teh pravic res ključno. Razlike med alkotestom in etilometrom. Imamo vire, tudi uradni dokument Slovenskega urada za meroslovje, ki kažejo kar presenetljive, tehnične pa tudi pravne podrobnosti. Zakaj je sploh pomembno razumeti, da to nista enake napravi? Ja, večina ljudi verjetno misli, da je pač tisti rezultat alkotesta dokončen, dokaz. Ampak tu je že prva pomembna stvar iz virov, še posebej iz tega gradiva Urada za meroslovje. Alkotesti so zgolj, poudarjam, indikatorji. Niso zakonska merila. To pomeni, da njihov rezultat sam po sebi nima teže pred sodiščem ali recimo upravnimi organi. Indikator proti zakonskemu merilu. To zveni kot, precej temeljna razlika. Pojdiva malo globje v tehniko. Zakaj alkotest ni tako zanesljiv kot etilometer? No, tukaj postane tehnično kar zanimivo. Etilometer, ki je zakonsko merilo, ima vgrajenih več, recimo, varovalk. Prvič ima 2 neodvisna senzorja za merjenje alkohola. Alkotest samo enega. Aha. 2 senzorja pač pomenita neko križno preverjanje, ne? 2krat meriš, enkrat režeš. Nekako tako. Se pravi, večja zanesljivost. Točno. In poleg tega etilometer zahteva 2 vpiha za en končni rezultat. To pomeni 4 ločene meritve 2krat z 2 senzorjema in potem se upošteva najnižja izmerjena vrednost. Najnižja.
Ja, najnižja. Alkotest pa nasprotno temelji na enem samem vpihu. Ena meritev. Že to dvoje zveni precej bolj robustno pri etilometru. Je še kaj? Absolutno. Etilometri izvajajo samodelno preverjanje delovanja, pred meritvijo in po njej. Samodelno. Ja, sami sebe preverijo, alkotesti tega nimajo. In morda res ključna razlika, etilometer je zasnovan tako, da zazna in upošteva tisti potencialni ustni alkohol. Ostanki alkohola v ustih, ki lahko dajo napačen rezultat. Tako je, ki lahko lažno zvišajo rezultat. Etilometer analizira celoten profil vpiha in dejansko zavrne meritev, če vzorec ne pride iz globokih pljuč. Alkotest te sposobnosti nima. V virih je ena dobra primerjava. Ja. Etilometer je kot nekakšna videokamera, spremlja celoten proces, alkotest pa bolj kot fotoaparat. Ujame samo en trenutek. Te tehnične pomanjkljivosti alkotesta, to mora imeti neke pravne posledice, kaj ne? Mislim, če naprava ni zanesljiva, kako lahko njen rezultat sploh kaj pomeni pred zakonom? In tu pridemo do jedra problema, ki ga izpostavljajo viri. Ker alkotesti pač ne izpolnjujejo tehničnih in meroslovnih zahtev, ki veljajo za etilometre. Te zahteve so jasno določene v pravilniku o meroslovnih zahtevah za etilometre. Njihov rezultat sam po sebi ni pravno veljaven dokaz. Ampak počakajte. Ljudje dobivajo kazni na podlagi alkotesta. Kako je to mogoče, če rezultat ni, kot pravite, pravno veljaven? To se mi zdi. Ja, zveni protislovno. Zelo. To protislovje razreši ali pa morda ustvari 24. člen Zakona o pravilih cestnega prometa, ZPRCP. Ta člen omogoča, da oseba, ki piha v alkotest, s svojim podpisom zapisnika o preizkusu dejansko prizna rezultat alkotesta. S podpisom. S podpisom, ja. S tem podpisom laik, ki pogosto sploh ne pozna teh tehničnih omejitev naprave, sam legalizira rezultat. Rezultat, ki morda sploh ni točen. Čakajte malo. Torej, moj podpis na tistem listu papirja ob cesti lahko naredi nezanesljiv rezultat alkotesta pravno veljaven. To je precej sporno, se sliši. Točno to poudarja tudi Urad za meroslovje. Opozarjajo, da je takšna praksa v nasprotju s temeljnimi načeli Zakona o meroslovju. Ta zahteva uporabo ustreznih preverjenih meril za pravno relevantne meritve. In pravijo, da to ne zagotavlja enakopravne obravnave. Še dodaten problem je. Kaj? Večina ljudi, ki piha v alkotest, razen tistih, ki jih pridržijo, sploh ne dobi ustreznega pravnega pouka. Kakšnega pouka? Pouka o tem, da alkotest morda ni natančen in da imajo pravico zahtevati natančnejši preizkus. Na to problematiko je mimogrede že leta 2008 opozarjal varuh človekovih pravic. Torej, da razčistiva, kdaj rezultat alkotesta dejansko obvelja? Samo s podpisom? V osnovi ja, če oseba podpiše zapisnik, pa tudi v primeru, če oseba rezultatu sicer oporeka, ampak potem izrecno odkloni nadaljnji natančnejši preizkus. Se pravi, če reče, ne grem na etilometer ali ne dam krvi. Tako nekako. Ja, če odkloni preizkus za etilometrom ali strokovni pregled. Kaj pa, če oseba ne podpiše zapisnika? Ali če rezultatu izrecno oporeka? Kakšne so takrat možnosti? No, to je pa tista ključna informacija za voznike. Če oseba oporeka rezultatu alkotesta ali ne podpiše zapisnika, viri pravijo, da mora policist odrediti preizkus z etilometrom. Ali strokovni pregled? Mora. Ne more, ampak mora. Tako navajajo viri, ja, mora. In če policist tega ne stori, ali če se kasnejši, natančnejši rezultat etilometra ali strokovnega pregleda v postopku potem nekako ignorira, potem obstaja utemeljena pravna podlaga za izpodbijanje izrečene sankcije. To je pomembno vedeti. Glede na posledice visoke globe, izguba vozniške, potencialno celo zapor, je poznavanje teh pravic res ključno. Torej, če na hitro povzamemo, alkotest je le indikator, etilometer pa tisto pravo zakonsko merilo. Podpis zapisnika pri alkotestu ima lahko resne pravne posledice, ker v bistvu potrdi potencialno nenatančen rezultat. Je pa dobra novica, da slovenska policija vse bolj uporablja te novejše, zanesljivejše etilometre. Drži. Za konec pa morda še eno vprašanje za razmislek, ki izhaja iz teh virov.
Če lahko podpis posameznika, ki pogosto ni polno seznanjen z nezanesljivostjo alkotesta, dejansko legalizira meritev naprave, ki ne dosega standardov zakonskega merila, kako to vpliva na načelo pravne varnosti? Sploh v postopkih, kjer so lahko posledice tako hude. O tem velja premisliti.